Nema noč, vse že spi, le v tvoji sobi luč gori. In kot vojak na straži, ujel sem te na laži. Zakaj, zaupaj mi. Utrujen sem od vseh poti in od spominov me boli. Nekje sva se zgrešila, kdaj se izgubila. Tiho, tiho, reci mi. Vse mi priznaj, roko mi daj. Tvoj pogled zgubil je svoj sijaj. Preklinjam vse, kar vzelo te je, in naju le v prah zdrobilo je. Mineva čas, ostajam sam, izgubljam se, vse priznam. Le kaj si naredila, mi nož srce zarila, in zdaj ne vem nekod nekam. Vse mi priznaj, roko mi daj. Tvoj pogled zgubil je svoj sijaj. Preklinjam vse, kar vzelo te je, in naju le v prah zdrobilo je. Gledalke in gledalci, dobro jutro. Moram priznati, kako nežna, lepa, čustvena pesem. Vse mi priznaj, dobra iztočnica, da vam povem, da lahko javno priznam, da ga že vrsto let poznam. Tak srčen je, prijazen in, kar mi je všeč, vedno topel človek, ki zna ljudem podariti lepo, spodbudno besedo, in kljub temu, da je dosegel marsikaj v svojem življenju, ostaja na realnih tleh. Bi ga raje imela tukaj v studiu, in če bi bili normalni pogoji, bi ga z velikim veseljem objela, ampak zdaj mu pošiljam lepe pozdrave in objemam samo nadaljavo. Sebastian, dobro jutro! Dobro jutro, to pa je tako lepa napoved, Andreja, najlepša hvala. Ampak tako jaz čutim v tem srcu mojem. Ja, jaz sem v življenju skoncentriran tudi samo na energije. Energije ljudi, situacij in dogodkov. In se ukvarjam samo s tistim, kar mi ustreza in kar mi na mojo energijo paše. Kar ne pomeni, da je slabo, ampak pač na mojo energijo morajo določeni ljudje in situacije pasati, tako da ful hvala, smo po moje zelo podobno razmišljamo. Tako je. Sebastian, ko sem izvedela, da se vračaš s tem novim hitom, ki je že star 20 let nazaj na glasbeno sceno, sem obujala spomine, koliko lepih prireditev smo dali skupaj pod streho. Kakšni lepi časi so to bili. In vedno si bil profesionalen, točen, natančen, nasmejan, nikoli naduvan, brez zamere, to moram povedati. In to mi je všeč pri glasbenikih, nekateri se tega držijo, marsikdo ne. Kako ti to uspeva?
Jaz sem po horoskopu sem kozorog in kozorogi smo zelo zelo natančni in zelo zorganizirani. Pa tudi tako se mi zdi, ne. Jaz sem enkrat en dober intervju poslušal, pa sem se študiral, zakaj, ker jaz sem raje, da jaz 5 minut čakam, ko pa da drugi mene čaka 5 minut. In so rekli, bila sem v situaciji, ko so me vedno čakali in poleg tisti, ki je čakal name, rekel, veš, tvoj čas je popolnoma enakovreden kot moj in to se je zgodilo zadnjič in nikoli več ne bom čakal. In sem mislil, točno to je. Neko osnovno spoštovanje do časa nekoga drugega je, da sta točna, vsaj približno. Ne reče človek, da pač se 5 minut ne zamudi, ampak ne moreš pa nekoga pustiti pol ure, 1 uro čakati. Tako da ja, zorganiziran kozorog, to je skrivnost. Bravo. In kozorogi dvojčki se zelo dobro ujamemo vedno v življenju. Sebastian, dejva malo buditi spomin, eksplodiral si na glasbeno sceno 20 let nazaj. Ja, 20 let je že minilo, bi si lahko mislila, ko smo zdaj govorili spomine, to kar tisto se zdi veliko, ampak imamo pa še tako žive spomine, da je prav lepo obdobje, ja, lepi spomini. Kako se je začela ta tvoja pot? Začelo se je čisto spontano, tako kot pri meni vse v življenju. Če bi me nekdo 2-3 leta predtem vprašal, da bom na odru, kadarkoli, kaj šle na največjem slovenskem odru Misa Slovenija takrat, nastopal in pel in plesal, bi mu rekel, da se mora verjetno, ne vem, zdravila povišati dozo, karkoli. Vedno sem o tem sanjal, vedno sem si tega želel. Ampak seveda pač to nekaj čisto druga dimenzija. Potem pa sem se takrat vpisal v eno plesno šolo in smo začeli snemati neki svoj komad, potem so punce Pavlke takrat, ko smo skupaj z njimi nastopali na eno pesem, to slišali, videle me nastopati potem in so rekli, glej, nekaj treba narediti, ne? In potem so se res skoraj leto dni čisto anonimno v tajnosti trudili in trenirali in študirali, planirali. Potem pa se je zgodilo in potem pa veš na neki točki pač moraš reči, da pa najboljše smo dali, kot vemo in znamo, pa da vidimo, kaj se bo zgodilo in potem je bilo pa, pol pa se je zgodilo, pol pa je bilo hektično, pol je bilo pa kar po 1000 kilometrov na dan, po 3-4 nastopi na dan, vedno nasmejan, sproščen in je ful fajn, ko se sedeš v avto, si utrujen, ampak ko si pa pred publiko na odru, je pa energy. Saj sem rekla, ti si s to pesmijo Hočem to nazaj, s katero si nastopil na Miss Slovenije, popolnoma obnorel Slovenijo. Kako smo punce skakale, komaj čakale na nove hite, kako smo imele posterje prelepljene v svojih sobah. To je treba priznati, ne? Ja, jaz mislim, da je to neko normalno obdobje odraščanja vsake najstnice. Jaz sem pa zelo, res se štejem v čas, zdaj pač za neko časovno distanco lahko malo bolj odraslo gledam na to, ko nisem v nekem pogonu, ko smo takrat res lovili vse termine in skoraj ne vedeli, kje se nas glava drži, zdaj lahko res nekaj časovne distance. Se res štejem v čas, da sem na nek način tak zaznamoval otroštva cele generacije otrok, najstnikov, najstnic. In danes, ko po socialnih omrežjih, po Instagramu, po Facebooku obujamo spomine, ker je danes kontakt dosti lažji, je res zanimivo, kako nas še 20 let kasneje vseeno veže ena taka zelo posebna vez. In ravno to je poanta remiksa Hočem to nazaj 2020, da v takem svetu, kot živimo, v takem kaosu, kot smo, ko tak nič ne štima, ko je vse narobe praktično v letošnjem letu, sem želel na nek način za pesmijo, ki že ima neko svoje življenje, svoj karakter, predvsem pa lepe spomine vezane na njo, obuditi in poklicati nazaj ljudi v neko drugo obdobje, da se malo zasanjamo, zapremo oči in pozabimo na vse skrbi, ker vpliva nimamo, torej moramo pluti, ampak damo pluti potem z nekimi lepimi spomini vzadaj v malih možganih. Sebastian, jaz predlagam, da si mi recimo delček te pesmi Hočem to nazaj izpred 20 let zavrtimo, midva lepo poslušava, tudi naši gledalci in gledalke, potem pa pokomentirava, prav? Dajmo si najprej tole privoščiti, okej? V meni še živi gorec spomin. Imela sva vse. Zdaj hočem to nazaj. Noč je kraljica teme, v zraku vonje kot takrat, ko sva prvič počela vse, a se k
kmalu končalo je. Če bi lahko objemal tvoje telo in gledal tvoje oči, v plesu dveh bi zagorelo nebo, nastal bi ogenj strasti. V meni še živi gorec spomin, ko skupaj sva bila, imela sva vse, ljubezen raj. Zdaj hočem to nazaj. Hočem to nazaj, Sebastian, jaz zdaj opažam, da se ti sploh ne staraš. Ja, zdaj v zadnjih intervjujih mi dosti govori, pa ti si isti ostal, pa Isti, res. Mogoče upam, da ima malo več moške energije na sebi zdaj. Ker ko zdaj gledam te posnetke takega nedolžnega fanta tukaj, ne, je kar zanimivo opazovati, ja. Sebastian, povej, kje ste snimali ta videospot, koliko je štela ta vaša ekipa? Nov spot ali stari spot? Ta stari spot. Ta stari je bil sneman v Mariboru, v rodnem Mariboru. Sneman je bil, ko še pesem ni izšla in takrat se še nič ni dodajalo. Teda to je bil še inkognito posneto. Je bila pa kar številčna ekipa, ker takrat še ni bilo covida. Je pa trajalo cel dan, potekalo skupaj z Janijem Pavcem, ki je takrat bil glavni mahar v Sloveniji za videospote. Jaz sem imel to srečo, da sem vedno okoli sebe imel ljudi pa ekipo, ki so se spoznali na svoj posel, tada smo vedno res delali za ekipo, ki je bila preverjena in sposobna. In evo, je nastal spot, čisto preprosta zgodba v osnovi, se pa navezuje zanimivo, ker smo nov spot 2020, hočem to nazaj, želeli navezati na ta spot. Potem so pa vse te omejitve prišle in smo morali potem popolnoma spremeniti scenarij. 3 scenarije smo morali spremeniti in smo potem snemali nov spot po 4. Ampak morda bo še kdaj taka priložnost, da kakšno drugo pesem mogoče navežemo na prvi spot, ja. Tile plesni koraki ti gredo fantastično, je treba priznati. Povej mi, zakaj si se odločil, da po 20 letih preoblečeš to pesem Hočem to nazaj? Ideja za to je bila ravno, ker jaz sem tako polne urnike in če bi mi nekdo pred pol leta rekel, da bomo se to šli letošnjo jesen, bi rekel, da to pač ni možno, ker enostavno so urniki prepolni. Potem pa se je ta zgodila ta COVID situacija in potem smo rekli, ko smo 23. septembra letos objavili posnetek mojega primernega nastopa, se na Facebooku, Sebastian Public je moj Facebook, se pod nastopom vsulo toliko pohval in spominov in voščil tudi glasbenih kolegov, da sem si mislil, ne, pa enostavno v takem letu, kot živimo, je treba zavrteti čas nazaj v neke lepe spomine, pa tudi, če poslušamo besedilo pesmi, ne, je popolnoma primerno za točno to situacijo. Zato smo dali majice, hočem to nazaj delati, ne, ker gori piše, v meni še živi gore spomin, ko skupaj smo bili, imeli smo vse, ljubezen raj in zdaj hočemo to nazaj. In je bilo perfektno, se je poklopilo, kljub temu, da je bila pesem pisana pred 20 leti, ne. Ja, krasno. Kje si snimal ta najnovejši spot? V Mariboru si rekel? Tako, je tudi vezan na moj rodni Maribor, za mariborsko ekipo. Moja ideja je bila, da če smo že za to pesmijo zaznamovali toliko življenj, da tudi spomine obujamo z ekipo, ki je te spomine ustvarila. In zato sem poklical Zvoneta Tomaca, originalnega avtorja, da bi to naredili z idejo. Potem smo najeli mariborsko ekipo in potem zbrali okoli sebe vse ljudi, ki so že takrat poskrbeli za spomine. Tada smo snemali v Mariboru, en dan je trajalo, z bistveno manjšo ekipo, kot je bilo prvotno mišljeno, ker je pač bilo mišljeno, da vse te oboževalce, ki so se 23. septembra vsuli s pohvalami in spomini, da jih povabimo na samo snemanje spota. To se žal ni šlo zaradi omejitev in sem potem v spotu nastopil sam. Pa sem se najprej na začetku malo sekiral, ne, ker pač imam plesno šolo, pa vedno plešem, pa skoraj ples paše v spot, ne. In zdaj pač predstavk ni moglo biti in smo rekli, ne, na nek način bomo pa tudi skozi to dali spotu nek žig trenutnega časa, v katerem je nastajal in se mi zdi, da zdaj perfektno funkcionira glede na leto, v katerem je nastal. Sebastian, vsi pogrešamo koncerte, nastope, tiste pristne trenutke, druženje. A lahko recimo nam vsem poveš, kaj nenavadnega, da se je zgodilo na kakšnem koncertu tvoje oboževalke, kaj so ti prinašale, s čim so te presenetile?
Veš, tega pa je bilo kar veliko, ne? Še nekaj stvari celo danes hranim, ne? Ker to so taki spomini, ko jih po moje nikoli ne bom izpustil. Ja, prinašal se vse, od pišastih živali, do raznih pisem, do spominov, do daril. Imel sem celo nekaj primerov, ko so šli za mano na čisto vsak nastop v Sloveniji, pa to je bilo res veliko nastopov, včasih po 3-4 na popolnoma različnih koncih Slovenije in so se pripeljali na čisto vsakega od njih, enkrat celo do Anglije, ker sem takrat, ko je Slovenija stopila v Evropsko unijo, nastopal v Angliji na povabilo enega slovenskega podjetja in nastopam jaz tam, celo izven Londona je bilo, in nastopam in pridejo tja in mene je zadela kap. Teda to so taka presenečenja in spomini, ki mi danes, že takrat so mi, ampak danes pa še toliko več pomenijo, ker danes pa res, sploh zdaj v letošnjem letu vemo, največ v življenju so vredni spomini. Nikdar se ne bomo spominjali pri 80-ih, toliko smo delali, toliko smo zaslužili, to sploh ne bo pomembno. Pomembno bo, kaj smo doživeli, s kom smo doživeli in kako smo se v tem počutili. In to je to, kar mi je spomini je to, kar mi je glasba dala najlepšega. Bravo. In prijateljstva, vidiš, tako se poznamo, drugače se ne bi poznali. Tako, Sebastian, to pomeni recimo s to preobleko pesmi Hočem to nazaj, vrnitev na glasbeno sceno? Če sem čisto iskren, sem zelo neobremenjen okoli tega. Jaz, hvala Bogu, glasbo lahko delam tako vedno iz čistega užitka. Ni mi potreba, pač moja plesna šola je genialna in se imamo super fajn in tam sem sam svoj šef in se ne rabim ukvarjati za tem, s kom se moram prepirati, da mora neka pesem iti ven, pa mi govorijo ne sme, pa jaz mora. Teda moj kruh je nekje popolnoma drugje, kar pomeni, da je to velik plus za glasbo, ker jo lahko delam res iz čistega užitka, iz čistega veselja. Da bi zdaj moral biti obremenjen okoli tega, da na vsake 2-3 mesece mora priti nova pesem, nisem. Če pa se kdaj poklopi neka dobra ideja, dobro sodelovanje, dobra zamisel, karkoli, pa sem prvi, ki sem pač, se pravim, jaz vedno gledam na življenje na tak, da nabiramo neke nove izkušnje, pa nove spomine, tako so že prej govorila, in če se kaj dobrega pojavi, da bo mi malo spodbudilo spet te kreativne žilice z največjim veseljem. Zaenkrat ni česar večjega v planu, zaenkrat smo vse cilje fokusirali na Hočem to nazaj 2020, kar se bo pa razvilo, glede na to, da je zdaj toliko različnih muzikov po Sloveniji in tak naprej, pa sem zelo odprt za vsakršna sodelovanja. Bravo. Sebastian, drugače pa svoja plesna šola, kot si omenil, a nam lahko malo pokažeš gibov, kako se lahko razgibamo z lesami? Ja, veš, mi smo zdaj, ravno prvi lockdown od marca naprej, smo zelo dobro izkoristili za te spletne variante, ki so bile še leto dni nazaj popolnoma nepredstavljive, da se bomo midva preko Skypa pogovarjali na televizijski oddaji, ne? Ampak prvi lockdown smo izkoristili ravno zato, da smo ustvarili eno ogromno videoteko, raznih vad, od intenzivnih do manj intenzivnih, od tistih na glasbo, do tistih brez glasbe, plesnih, neplesnih, da lahko zdaj v bistvu kdorkoli si želi preko spleta, jasno, z mano miga, pleše, trenira, kakorkoli, kadarkoli želi. Zadeva je na razpolago 24 ur na dan, 7 dni v tednu, nekatere imamo tudi live streame, ampak drugače pa na plesnasola.com pod povezavo online imate enormno količino in se lahko družimo, kljub temu, da se v bistvu ne družimo, ne? Bravo, evo, se bomo družili tudi vnaprej. Sebastian, kaj delaš drugače v tem koronavirusu času? Rad kuhaš, pospravljaš, kaj novega ustvarjaš? Zdaj, kar se tiče mojega kuhanja, si ne bi želel, da kdorkoli mora to poskusiti, ker zelo nisem. Eno obdobje sem bil, ko sem si mislil, ok, bom pa postal modern moški, pa se naučil kuhanje, ne, ko sem pa po enih 14 dneh naporov ugotovil, da pa mogoče pa človek ne rabi vsega v življenju vedeti, ne. Ker enostavno se mi je zdelo, ok, ne veseli me, nimam neke volje, zakaj bi, imam druge kvalitete, pa sem z drugimi stvarmi ukvarjal. Ta načeloma zdaj kuham ne, tudi neke želje nimam, zelo rad pečem, če si vzamem čas. Drugače pa zdaj čas izkoriščam predvsem zadnjih 14 dni je bilo seveda za intervjuje in je super, da je malo tam tudi moja psihoterapija, ker jaz sem vedno intervjuje, načeloma sem privat zelo introvertirana pa tiha oseba, kar vem, da se ne vidi, to mi je jasno zdaj že, ampak drugače pa se rad pogovarjam tak in sem to vedno imel kot neko psihoterapijo svojo. No. Zato je zdaj zadnjih 14 dni bilo kar intenzivno glede intervjujev. Imam potem v planu nekaj knjig prebrati, predvsem pa se bomo zdaj ukvarjali z Hočem to nazaj, še kar nekaj tednov po moje. Potem bomo pa videli, kako se bo vse skupaj razvijalo. Upamo, da plesne šole in druge stvari čim prej odprejo.
do takrat bomo pa plesali, snemali nove online treninge in se družili tudi preko live streamov, ki jih začnemo v roku tedna ali 2. Bravo. Sebastian, jaz sem zelo, zelo vesela, da si vzel dragoceni čas tudi za našo oddajo Dobro jutro. Upam, da se kmalu vidimo v našem studiu. Ostani nasmejan, srčen, zdrav na realnih tleh in boš ti zaključil tale najin pogovor z eno lepo pozitivno mislijo za vse naše gledalke in gledalce in da poveš tole pesem Hočem to nazaj 2020. Izvoli. Ja, hvala lepa, hvala za povabilo. Dragi moji, lepa misel kot prvo naj bo ta, da se ne ukvarjate in ne sekirate glede stvari, na katere nimate vpliva. Stopimo skupaj in se ne kregajmo okoli stvari, na katere nimamo vpliva. To je prva stvar. Druga stvar pa, zdaj pa zaprite oči, navijte glasnost na polno, prestavimo se nekoliko v čas nazaj, obudimo lepe spomine in uživajte ob vsem, kar nam je dala pesem Hočem to nazaj, tokrat v 2020 preobleki. V meni še živi gorek spomin. Imela sva vse, zdaj hočem to nazaj. Noč je kraljica teme, v zraku vonje kot takrat, ko sva prvič počela vse, a se kmalu končalo je. Če bi lahko objemal tvoje telo in gledal tvoje oči, v blizu dve bi zagorelo nebo, nastal bi ogenj strasti. V meni še živi gorek spomin, ko skupaj sva bila, imela sva vse, ljubezen kraj, zdaj hočem to nazaj. Je, tavam sam v mislih ti, vem, da tebe si le želim, ti pomeniš mi vse. Če bi lahko objemal tvoje telo in gledal tvoje oči, v blizu dve bi zagorelo nebo, nastal bi ogenj strasti. V meni še živi gorek spomin, ko skupaj sva bila, imela sva vse, ljubezen kraj, zdaj hočem to nazaj. Sanje vse, novo upanje, hočem to nazaj. Sva bila, imela sva vse.